Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, kakšna je moja karma? Kaj sem bil v prejšnjem življenju? Kakšne dolgove moram plačati v tem življenju? To so vprašanja, ki se jih sprašujejo ljudje vedno bolj pogosto in potem takem, ko malce razumemo to karmo, pa reinkarnacijo, pa inkarnacijo, pa vse te stvari, se začnemo hitro spraševati tudi, zakaj pa se na ta svet rodijo otroci, ki imajo, ne vem, ali so avtisti, ali imajo kakšne napake, nimajo rokice, nogice in tako naprej. Zakaj prihaja do tega? Zakaj se rodimo točno v to deželo? Vse to se bomo spraševali danes in v našo družbo prihaja Aleksandra Drole iz Vizije uspeha, ki nam bo zaupala malce bolj konkretno te stvari. Sama je karmična diagnostičarka in k njej hodijo ljudje ravno po te odgovore, da jih dobijo seveda zase. Danes pa bomo tiste najbolj splošne posredovali ravno vam. Jo že slišim, je že pri vratih, kar naprej lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Živjo, kar izvoli, dober dan, pozdravljena. Evo, ali se na naš planet, čudovit planet Zemlja, rodimo nedolžni ali dolžni? Tako bom rekla, nihče od nas ni nedolžen, vsi mi smo dolžni, zato pa smo tle in zato, da služimo. Se pravi, namen te izkušnje na Zemlji je, da odplačamo svoje dolgove iz preteklosti? Točno tako. Hkrati s tem, ko odplačujemo svoje dolgove, ki so lahko slabi ali pa dobri. Se pravi, mi smo lahko dolžni nekomu tudi ljubezen, pozornost vrniti, tudi lepe stvari vračamo. In zato smo tle, ker se učimo živeti. Ampak nekateri pravijo, da ni pozitivne karme, kajti karma, sama beseda ka in ma, je potovanje od teme k svetlobi. Ja, tako je. Samo imamo lahko zelo veliko teme in zelo veliko svetlobe. Več, ko je svetlobe, manj je teme, ker luč spodrine temo. In tako bi rekla, da ko pogledamo ljudi okrog sebe, mislimo, da so nekateri prišli na to zemljo, ki morajo samo delati in samo trpeti, drugi so pa na tej zemlji samo na dopustu. Enim je težje, kakor drugim, to Tako? definitivno. Se pravi, smo dolžni in imamo neke dolgove, ki jih odplačamo, kam gremo pa pol? Potem se nam drugi, ampak tako kot v šoli. Najprej se učimo pisati, potem se učimo recimo tudi hkrati brati, pa poštevanke. In ko se vse to naučimo, ni nič konc. Se učimo težje stvari in potem še težje in potem še težje. Ampak s tem mi to čutimo entuziazem, to je naša danost, to je nam všeč recimo, da se učimo in usposabljamo. Včasih gledam kakšne posnetke iz dežel, mogoče tudi kakšne vasi Indije recimo, kjer so ženske, če se ne rodijo v ta pravi kasti, imajo dejansko res nič možnosti, sposobnosti, razen to, da razdajajo svoje telo in delajo cele dni. Se vprašam, a je to tudi karma, da se rodiš v takšni deželi s takimi pogoji? Odgovor je ja in ne. Oba odgovora sta pravilna. Se pravi, včasih so tudi to zlorabljali, ko so rekli, ti molči, tih bod pa delik, to je tvoja karma. In so na ta način ljudi prisilili, da so razmišljali omejeno, da si vemo, da danes imamo odprte poti, lahko gremo na potovanje, lahko se naučimo tujih jezikov, imamo finančne možnosti recimo za potovanje, za usposabljanje, lahko se odselimo. Če si nekdo to resnično želi in da ga karma tudi pri tem podpira, potem ima odprte poti. Tako da ne bi rekla, da je v redu, da si rečemo, to je moja karma in moram to odslužiti, lahko napredujem. Človek v enem življenju lahko ogromno napreduje, ali pa nič, ali pa celo malček nazaduje, če dela slabe stvari. Se pravi, nazadujemo tudi lahko? Seveda, lahko tudi nazadujemo. Poznamo recimo, kako so pred leta 8, ko se je začela ta huda kriza, propadle vse tovarne, tisti bivši direktori so danes navadni delavci. To mi v enem življenju vidimo, kako se hitro obrača ta karma, kako se hitro lahko vrne. Lahko se nam že v enem življenju zgodi, lahko v 2, 3, nikoli ni fiksno matematično določeno, kdaj bo nekaj obrodilo sadove.
Veliko ljudi si je že reklo, mogoče že iz krščanskega vidika, če obstaja Bog, zakaj torej toliko trpečih? Točno. Oziroma zakaj tudi otroci, ki se rodijo z posebnimi potrebami, napakami, mutacijami in vsemi temi stvarmi? Ja, mnogi pravijo, če bi Bog obstajal, potem ne bi bilo toliko trpljenja na tem svetu. Ampak Bog ni kriv za trpljenje. Človek si je to trpljenje je povzročil nekomu in zato ga zdaj on. Ampak to je pozabil. Ko smo mi preživeli srednji vek, smo lahko delali hude stvari. Glejte, danes ne smeš nobenega grdo pogledati, da te natoži. Včasih smo v srednjem veku, recimo, ali pa med vojno so ljudje, tudi po vojni, ki ni bilo vse tako pravno, pa danes pod video nadzorom, meni še nikoli ni nič zmanjkalo, ne denarnica, ne nič, recimo, ne vem. Ampak so se dogajale včasih hude stvari, ljudje so si vračali milo za drago, so se zapomnili, tam je naredil to in čakali priložnost, da mu je vrnil. Ampak s tem se nikoli ne konča. Se pravi, eden ti naredi hudo, ti čakaš priložnost, vrneš njemu, on tebi in to se v nedogled lahko nadaljuje. Se pravi, treba spustiti. Je treba spustiti, je treba odpustiti, je treba reči stop pri sebi, ker to je zdravilo za nas. Ker to je tudi tisto, da se vojne nakončajo. Nekdo celo umre z obljubo, da bo svojega, ne vem, sovražnika nekoč, da se bo že maščeval za svojo smrt ali pa smrt njegove družine. To. V naši oddaji pa smo goste spraševali ravno tudi o karmi oziroma po slovensko zakon setve in žetve. In dajmo preveriti, kaj so nam odgovorili. U tome je stvar. Dakle, karma nije sudbina, nije nepromjenjiva stvar. Ona nas ponekad zatvori u kud, da tako kažem, pa nam se čini da nemamo izbora, da nemamo slobodnu volju, ali to nikad nije 100% tako. Dakle, uvijek postoji neki mali dio koji mi možemo učiniti da bismo ispravili stvari. Vrlo rijetko je to onako 100% predodređeno. I zapravo razumijevanje karme i polazi iz te činjenice da povećamo svoju slobodnu volju. Takole, vsekakor je poslanstvo gospoda Kezeleja, ki je danes v naši družbi, zato da bolje razumemo karmo. Kajti karma ni nekaj 100%, kar se vsakemu zagotovo zgodi in smo vse življenje pod njenim vplivom. Največkrat nas da v nek kot in mislimo, zdaj pa nič ne moremo več. Vendarle obstaja možnost in obstajajo metode in tehnike, torej načini, kako in na kakšen način v življenju delovati, da se ne ujamemo v zanko karme. Karma je nekaj, kar v bistvu nekateri nočejo slišati te besede. Nekateri se kar ne ježijo, kakšna karma, ampak v bistvu so zapisi spomina in zaradi slabih zapisov se mi v bistvu pretakamo skozi življenje. Toliko časa nas je to, da v bistvu izživimo. A mi ali naši rodovi ali pa nekdo drugi, se pravi, zapise je potrebno razbremeniti, s tem razbremenimo duha, duh se lahko poveže z dušo višje energije in ona lahko odide iz zemlje in tako se zaključi ciklus novičnih rojstev. Zakon setve in žetve, popotovanje od teme do svetlobe. V naši družbi je Aleksandra Drole in ja, kakšne tipe mogoče ali obstajajo tipi karm? Ja, mi se rodimo z eno določeno vrsto karme, ki prevladuje v nas. Ni pa to točno tako po škatlicah. Prevladuje. Recimo, kakor je nekatera, ne vem, svetlopolta, druga temnopolta, ampak imamo tudi različne odtenke. Se pravi, če gledamo po stopnjah težavnosti naše karme, na grobem ločimo 4 tipe težavnostne stopnje. In če bi jih na kratko recimo naštela, to me zelo veliko ljudi sprašuje, s kakšno karmo se je rodil, tudi v kakšno karmo odplačuje določena država, imamo karmo osebno in pa tudi na širšem nivoju. Se pravi, tlele prva bi bila zemeljska karma, ki vpliva na naš celični fizični nivo. Po pravilu je to najblažja karma. In sicer nekdo s zemeljskim tipom karme se je, naprimer, v prejšnjem življenju, ali pa če rečemo v prejšnjem obdobju, lahko je življenje 2-3 nazaj, ukvarjal s pretežno materialnimi stvarmi, osnova mu je bilo preživetje in pa se je predajal predvsem tem telesnim
čustvenim užitkom. Ni se pretirano zanimal za druge, za božanstvo, za to, da smo vsi duše in tako naprej. Ni šel to, recimo, da je živel eno tako preprosto zemeljsko življenje, ker ga je zanimalo materialno preživetje in pač te fizične nagone, ki jih imamo. S tem si je pač že, to že ni dobro, da se sam s tem ukvarjamo. S tem si je že pridobil prvo zemeljsko karmo, najblažjo. Potem imamo recimo vodno karmo. Vodna karma že zajema molekularni nivo in je to vrsta karme, ki jo je nekdo storil ko je bil pod občutki zameglenega stanja uma. Se pravi, lahko tudi strah? Ja, nekoga je bilo strah, ustrašil se je in je recimo ustrelil. Ali pa v obrambi je branil svojo družino, svojo domovino in je s tem, ne vem, povzročil eno hudo stvar, en preplah v paniki. Se pravi, to je iz obrambe, to ni tako hudo. Se pravi, če nekaj naredim, ker branim sebe, recimo, če me vprašate, če bi bila sred gozda, jaz sem proti pobijanju živali, ampak če bi me medo ogrožal, pa da bi imela pištolo, verjetno bi ga ustrelila, da bi rešila sebe pa svoje otroke. Tako da, to je v obrambi in potem imamo težjo karmo, recimo, ki ji pravimo ognjena karma. Ta ognjena karma, človeka zajame ogenj, vročina, to je strast, se predstavljamo čakere, spodnje so tople, so ognjene. Človeka zajame panika, ampak ne samo panika, tudi želja po maščevanju. Tle noter so prisotne izjemno velike, izjemno močne strasti, nižje strasti. Tiste surove? Surove strasti, agresija in nekdo, ki mu je bilo nekaj narejeno, vrne v še hujši obliki. In s tem si pridobi že tretjo najhujšo karmo, ki pravimo ognjena karma. Ja, v seriji Game of Thrones smo si vsi tako karmo delali, ne? Ja, tako. In mi to gledamo zato, da vidimo, ali bi mi to naredili ali ne bi. Mi imamo sposobnost razločevanja med dobrim in slabim. To je bistveno v nas. In najtežjo karmo pa napravijo ljudje, ki hladnokrvno, tiho, intelektualno vplivajo na množice ljudi, jih načrtno zavajajo, načrtno zlorabijo, izkoristijo brez čustev, brez ko bi rekla, moralnega občutka, da mu povzročajo nekaj hudega. Zdaj pravi Hitler? Absolutno, definitivno. Jaz se nisem upala tega imena izgovoriti. Ja, hvala, ker si me dopolnila. Ja, definitivno. Veliko politikov, ampak ne samo politiki. Vemo, da so tudi določeni direktori načrtno spravili podjetje v stečaj, odpustili delavce, družine z otroki. Se pravi, že vpliv na mase ljudi. Absolutno, in to hladnokrvno, razumsko, preračunljivo so nekoga spravili ali pa več v hud položaj, da so trpeli. Sam je pa vedel, da bo tako naredil, šel v osebni stečaj in noben mu nič dolžen. Tako da, ja, noben mu nič dolžen, ampak dejansko tam gor v obliki karme je dolžen. In ta dolg se nikoli ne izbriše. Tudi če gre nekdo v osebni stečaj, pa misli, da mu je poravnano, to ni. Ja, no, ampak se odplača potem. Enkrat, ja, pol. Ja. Ko se pa k njemu zaroti lahko cela množica. Ampak recimo ljudje hodijo k tebi na karmično diagnostiko, ne? Ja. Ti jim poveš verjetno tudi, kaj so bili v preteklih življenjih. Ja, povem jim, kje so živeli, kaj so počeli in najpomembnejše pa je, ne samo kaj so počeli, pa kaj so bili po poklicu ali pa recimo, kako so to vlogo odigrali. Ker, kako bi rekla, v končni fazi niti ni pomembno, a smo bili mi dve čistilke, a smo bili direktorce. Če si dober direktor, ok, super, če si dobra čistilka, super. Pošteno služiš svoj kruh, dobro delaš. Važen je, da si dobro opravljal tisto nalogo, ki ti je bilo dodeljeno, boljše kot položaj, ki si ga imel. In kako ti to odgotoviš? Preprosto. Tu imam tak program, s katerim pač delam dan, dva, tri, odvisno od težavnostne stopnje, analitično. Ko to analitično, tehnično
doštudiram, a ne, to je vse z vzhoda, tega še ni v Sloveniji. Danes so to pač vse to mojstri, dali vse te Se pravi, knjige. ne rabiš nekega dara, ali recimo Ja. ti vidiš človeka, pa imaš ta dar, da vidiš, kaj se mu je dogajalo, ker zdaj govoriš o programu. Ja, zdaj govorimo o programu. Delam po programu, ko pa recimo, če me kdo jaz recimo, ko srečam ljudi na ulici, nič ne vem o njegovi karmi. Ker s tem bi jaz pretirano trpela. Ko me nekdo vpraša, recimo, naprimer, da me vpraša, kaj ti misliš, kako sem jaz delovala v prejšnjem življenju, takrat on v meni sproži en občutek, ko me vpraša, in takrat, ko me vpraša, mi se nekako odpre in mi on dovoli, in takrat lahko dobim tudi jaz uvid. Ampak ta uvid se mi je vedno ujemal s tistim programom, v katerem je naloženo eno tak kupe knjig, ker če ne bi mogla vsako knjigo posebej listati, recimo, in to so včasih modrici znali vse na pamet, ampak so se učili od otroštva do smrti, in šele, ko je imel tam 120 let, je znal vse, tako da jaz sem se pa to naučila v 5-6 letih študija. Mi je lažje, pa še vedno rabim iskati in zato porabim lahko 3-4-5 dni, a ne, da nekoga v nulo analiziram, da pripeljem z enega, 2 ali pa 3 življenj nazaj dolgove in kako ne on to reši. Ampak mi živimo v sedanjem času, Ja. za tukaj in zdaj. Tako. Zakaj bi se mogli mi ukvarjati s preteklostjo? Vse, kar je bilo, je bilo. Točno. Ampak če mi imamo en problem, ki ga ne vidimo razloga v tem življenju, zakaj je ta problem to nastal? Ljudje so dobri, so prijazni in se vprašajo, zakaj se hude stvari dogajajo dobrim ljudem? Ja, zdaj je dober, ker mora biti dober, ker se je naučil biti dober. On je šel skozi tako šolo, da se je naučil biti dober. Mi dve ne bi znali nikoli lepo govoriti, če nas ne bi naučili. A je tako? Se pravi, nekdo te je mogel naučiti govoriti, nekdo te je mogel povedati, da si lepa. Če ne, tega ne vemo, neka množica nam more dati ene informacije o nas samih. Če nimamo težav, potem je vse ok. Ne rabimo, kako bi rekla, brskati v nekaj. So pa ljudje, ki resnično ne vejo, zakaj imajo problem. En tak hec je bil, zadnjič imam eno stranko, mi pravi, zakaj se jaz tako bojim ptičev? Jaz sem že slišala ljudi, da se bojijo miši, pa vemo, da so gledali risanke, kako se ženske bojijo miši. Ampak da bi se kdo bal ptičev. In ne boste verjeli, ko smo šli gledati njeno prejšnjo življenje, se mi je odprl konec njenega življenja, da so jo na pol živo tam v enem jarku krokari cukali. In ni čudno, ona se zdaj boji vrabčkov, se boji golobčkov v parku. Reka, meni je tako grozen, ko vidim te ptiče, se kar tresem, da bi jim kurjo polt. Ja, in potem se to pozdravi, se ovrne nazaj v tisto situacijo, se to pozdravi in se ublaži precej te simptome. S čim pa si potem takem delamo dobro karmo? Dobro karmo si delamo z dobrimi semeni. Jaz pravim takole, če ne moreš nikomur narediti nič dobrega, mu vsaj ne naredi nič hudega. Se pravi, ne vem, pozdravi ljudi. Mi ljudje si lahko z lepo besedo naredimo lep dan. A je lepo, če ti zjutraj nekdo reče dobro jutro, kako si, ali pa če te zbode z očmi. Z vsemi malenkostmi si delamo, s tem, ko služimo svojim najbližjim, ko služimo, ne vem, domovini, ko ne delamo škode, recimo. Največ slabe karme si ljudje naredijo z 2 stvarmi. Preprosto je jezik in pa spolnost. Z 2 stvarmi si ljudje nakopamo lahko največ slabe karme. Jezik, kar govorimo, ker besede lahko zelo ranijo in se zabodejo tako globoko, da te rane se težje ozdravijo kot fizične poškodbe. Kaj pa spolnost? Tudi, ampak jezik tudi, kaj jemo. Se pravi tudi meso, a ne? Ker je to ubito. Tudi to ni dobro, ni priporočljivo, čim manj, ali pa vsaj ne te žvalce, ki te dobesedno pogledajo v oči, recimo. Kako pa je spolnostjo? Zakaj si pa tukaj povzročamo največ slabe karme? Spolnostjo si lahko povzročamo zelo slabe karme, ali pa tudi ne. A ne, zdaj vprašanje. Spolnost je za 2, ki se imata rada, ki sodita skupaj. Ni pa to za se razdajati vse vprek.
poznamo ljudi, Casanova, je bil znan iz zgodovine, ki je hodil od Don Juan, ali kako so bili, te so bili ljudje, ki ne cenijo svoje spolnosti, ki jo razdajajo med večjimi, se pravi z večjimi, ko navežemo intimne spolne odnose, moramo iti pol tudi narazen, ker preprosto ne moramo imeti več kot enega. Tako. Mi smo ustvarjeni za enega. Najlepša hvala. Hvala Aleksandra lepa. Drole je bila v naši družbi danes. Ja, če vas zanima karmična diagnostika, Aleksandra je očitno res dober naslov, kar se tukaj tega tiče. In ja, mislim, da vsakega od nas vsaj malo zanima že iz firca, kaj smo bili pa v prejšnjem življenju. Na vsakem nivoju zavesti je resnica drugačna. In to je bistvo. Na vsakem nivoju. Resnica je samo pri Bogu, tista vrhovna, ne?